Ste pričakovali takšen začetek tekme, glede na to, da je Velenje zelo čvrsta ekipa? Sicuramente siamo partiti benissimo. Dejstvo je, da smo začeli izjemno dobro, danes so si fantje želeli dobro končati prvenstvo. Res je, Rudar je odlična ekipa in dejstvo je, da smo jih premagali letos že 3-krat. To pove, da smo letos bili izjemno dobri in opravili svoje delo odlično. Pred vami je sedaj evropski izziv. Ko sem prišel sem si za cilj zadal, da naredimo nekaj pomembnega, nekaj velikega. Uspelo nam je priti v Evropo in želim si, da bi tudi tam odigrali pomembno vlogo, da bi nam uspelo nekaj velikega in verjamem v to. Torej, pravi vrhunec sezone v vseh pogledih, tudi osebno. Ja, tudi osebno lahko to rečem, da ekipa, da s tem drugim mestom smo zelo zadovoljni, glede na to, da smo na prvo izgubili tudi doma na tekmi z Mariborom, je bil en velik cilj, to drugo mesto, tako da smo zelo zadovoljni s tem. Verjetno ste marsikoga presenetili, glede na to, kako Velenjčani igrajo, ni nihče pričakoval, da bodo tako hitro zaostajali. Ja, mislim, kaj ne rečem, smo zelo hitro odprli to tekmo, povedali z 2:0. Lahko rečem, da smo res izkoristili vse šanse, ki so se nam ponudile in rutinirano pripeljali tekmo do konca. Torej, v nobenem trenutku ni bila ogrožena ta zmaga, tudi ne drugo mesto seveda? Pa ne, drugo mesto sploh ne, niti zmaga, pravim, da po 15 minutah je bilo 2:0, glede na to, da so vseeno inicijativo imeli Velenjčani, mislim, da so mi vseeno kontrolirali tekmo. In sedaj je seveda izziv tudi osebno Evropa? Ja, sigurno, pravim, da smo celo sezono igrali za to drugo mesto, za to Evropo in sigurno se bomo pripravili maksimalno in probali čim več iztržiti, kar se bo dalo. Imate ekipo za preboj, recimo više 2-3 kroge? Ja, jaz upam. Pravim, treba se zdaj lepo spočiti, pripraviti pa za te tekme. Kaj bo pa prinesla Evropa in te tekme v Evropi bomo pa videli, mi bomo dali sigurno maksimum. Danes ekipa Rudarja tako rekoč ni bila prepoznavna, sploh ne v prvih minutah, kaj se je zgodilo? Pa dobro, jaz se ne bi strinjal, če pogledamo celotno tekmo, mislim, da smo bili boljši nasprotnik. Danes je v bistvu tekma dobila ekipa zaradi naših neumnosti v fazi obrambe, to se pravi, Kopru smo poklonili 3 zadetke, ampak ne glede na vse, jaz bi čestitil ekipi res na izjemni sezoni. Konec koncev mislim, da gledalci lahko uživajo v naši igri. Danes smo si ustvarili ogromno priložnosti, ogromno situacij, da bi dosegli gol, ampak konec koncev videli ste, da smo se borili do konca, da bi spreobrnili rezultat. Izgleda, da je bil pritisk velik, ker smo v bistvu začeli tekmo z -2 in smo hoteli pač z 2 razlike zmagati. Jaz konec koncev bi še enkrat res se zahvalil fantom na izjemni sezoni in to je to. Želel sem reči predvsem s prvim vprašanjem, da nismo vajeni, da Rudar na takšen način prejema tako zgodaj zadetke. Dobro, to je bila začetniška napaka, ampak konec koncev kdo naredi manj napak, zmaga tekmo. Nas je to presekalo, nismo si želeli tako začeti tekme, ampak konec koncev jaz sem vseeno ponosen na fante, zato ker se borijo do zadnjega trenutka. Danes se pač ni šlo v našo korist. To bomo poskušali popraviti skozi trenažni proces in upam, da bomo drugo leto boljši, kar se tiče nekaterih stvari. Uvod v tekmo je bil zelo presenetljiv, kajti vajeni smo drugačnega Rudarja. Kaj je bilo narobe? Ja, mogoče nas je malo presekala ta vročina, nismo bili navajeni zadnjih dneh, pri nas ni bilo tako vroče niti en dan, ampak dobro, nima to veze, isto bo za nas kot za njih, ampak pač te 3 individualne napake so nas kaznovali in igrali smo, ampak nismo našli pol več priključka. Ja, potrebovali ste veliko število zadetkov, ste se morda tudi celo preveč odprli? Pa ne bi glih to rekel, mi šli smo na zmago, ampak pa kaj, jaz mislim, da iz 2-3 nepriložnosti so dali gol na pamet preko glave, on sam proti golu, mogoče tudi na naše napake, ampak kaj češ za sezoni konec, treba to pozabiti in 3. mesto tudi ni slabo. Imate pa tudi najboljšega streljca, tudi to je zadoščenje? Ja, seveda, Matej Terović, moramo čestitati, 19 zadetkov, ni enostavno, ampak dobro, to je vseeno ekipa iz podvrženosti posameznika, tako da je pa res, da je zelo dober v 16-metrskem prostoru. In še osebno vprašanje, torej poziv reprezentanco, nagrada za zaključek sezone?
Ja, sigurno nagrada za trdo delo, dobro delo, ampak tudi mislim, da nagrada cele ekipe, kajti cela ekipa bila, celo sezono smo izvrstno igrali, tako da jaz mislim, da je to nagrada cele ekipe Rudarja. Osebno pričakovanje za nastop v Južni Ameriki? Pa nimam nekih pričakovanj, bomo videli, danes grem tja, pa bomo videli kako in kaj. Pa kljub vsemu, torej oslabljena bo reprezentanca, tam pa močne ekipe. Pa ja, jaz mislim, da bomo dali iz sebe, kaj je v naših močeh in bomo videli, kaj bo.